Ja, naslednje minute pa bodo namenjene knjigam in to tistim, ki iščejo novega lastnika. Trenutni je Univerzitetna knjižnica Maribor, od tam pa prihaja tudi gostja magistrica Branka Kerec. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Sliši se vsaj rahlo nenavadno, ne? Da knjižnica išče nove lastnike knjig. Ja. Kakšen je razlog? Ja, v bistvu, gledajte, mi imamo zelo veliko knjig. Mi se letos bomo zabeležili 1 milijonto knjigo v našem fondu, kar pomeni zelo veliko. En razlog pač je, da počasi naši prostori postajajo zelo napolnjeni. Večji razlog je pa tudi ta, da se knjige z uporabo obrabijo, poškodujejo, vsebinsko postanejo neaktualne, se pravi ne več tako aktualne, da bi se res redno sposojale. Za kakšne knjige pa gre potem, ki niso več tako zelo aktualne? Ja, Harry Potter bo večen, ne? Tako pravijo zdaj, ampak vsak čas prinese svoje. Zdaj običajno mi ponavadi vemo tudi po stroki, koliko je recimo aktualnost, koliko časovno zastara. Naprimer, ko imate ravno vodiči naj bi po naših strokovnih kriterijih zastarali že po 2 letih, recimo. Seveda. Ne, potem tukaj sem zraven prinesla nekaj študijske literature, tudi ta se s časoma recimo povprečju od 5 do 10 let vsebinsko malček zastari in potem so to tudi razlogi, da jih mi odpišemo. Seveda pa, ker smo hkrati druga depozitarna organizacija, kar pomeni, da moramo poleg nacionalne knjižnice v Ljubljani hraniti en arhivski izvod, torej za bodoče rodove, in pa seveda en izvod vse tiskane publikacije, ki izide v Sloveniji, torej ne odpišemo, tako da v vsakem primeru mi 2 izvoda ohranimo, medtem ko vse te dvojnice, viške, ki so tako zastarele ali poškodovane, pa potem odpišemo. Verjetno ohranite najbolje ohranjen izvod, ne? Točno tako. Kakšna pa je cena, recimo, ne? Omenili ste tale vodnik po Kaliforniji. Ne vem sicer, kdo bi ga šel zdaj kupiti, ne? Ker se je marsikaj spremenilo iz leta gospodovega, ali kdaj pa če je bilo 94, ne? Ampak vseeno, ne? Recimo tale knjiga, če pridejo ljudje v Mariborsko knjižnico, univerzitetno, za koliko lahko dobijo to knjigico? Ja, to knjigo lahko kupijo za 1 evro, večinoma knjig imajo, torej odprodamo za 1 evro, imamo pa nekaj takšnih tudi po 5 evrov in po 10. Večinoma po 1 evro. Kdo so po večini njihovi novi lastniki? Njihovi novi lastniki so v glavnem študentje, torej največja skupina so študentje in pa seveda vsi naši uporabniki, pa seveda tudi vabljeni vsi širše, ne, da pridejo, pogledajo in seveda izberejo tisto, kar jim morda še koristi. Vsak dan v tednu? Vsak dan v tednu. Odprti smo od 8 do 9 zvečer. Knjige imamo postavljene v avli, v razstavišču, na poličnici, kjer lahko pobrskajo med njimi. Zdaj po enem tednu nekje ta korpus knjig zamenjamo, damo nove gor, tako da se lahko naslednji teden spet oglasijo, spet prebrskajo. Kot neke sorte bukvarna, ne? Skoraj da. Še tole, ne, zdaj, če se dotakneva rahlo teh elektronskih knjig, ne, ki so vedno bolj pogoste. Knjižnica je še vseeno prostor, kjer najdemo knjigo v klasični izdaji. Je vedno več tudi pri vas teh elektronskih knjig? Tako, v zadnjem času pravzaprav mi sicer ne zmanjšujemo zaradi tega nabave knjižne, tiskane produkcije, se pa vidi trend pač povpraševanja naših uporabnikov po elektronskih knjigah. To je v bistvu trend zadnjih par let v vseh knjižnicah, tako da ponujajo knjižnice na splošno to storitev dostopa do elektronskih knjig. Ampak se vedno vprašamo, katero knjigo pa lahko sploh dobimo v elektronski obliki. Zdaj verjetno kakšne pravljice bi še verjetno šle, pa tuja literatura, ja, kaj slovenskega, novejšega, modernejšega? Ja, nekateri avtori celo sami poskrbijo za te, torej za izdaje v elektronski obliki, nekatere založbe se večinsko usmerjajo že v izdajo v elektronskih oblikah, ampak v glavnem mi kot univerzitetna knjižnica pač zagotavljamo dostop do tistih elektronskih publikacij, ki so namenjeni študentom na naši univerzi, torej na Univerzi v Mariboru, torej za študijski in raziskovalni proces. Imate morda kakšen podatek ali pa verjetno bolje veste kot jaz, je v Sloveniji trend
da si v bistvu vedno več izposojamo knjige, kot pa jih kupujemo. Kaj se dogaja zadnje leta? Zdaj, v bistvu v knjižnici je bilo pred mogoče 5 leti zaznan manjšen porast torej izposoje klasičnih knjig. Zdaj zadnje leta spet opažamo, da se ta izposoja povečuje, kar je verjetno za celotno situacijo povezano, ampak še vedno torej knjižnica je prostor, kjer uporabniki, tudi če si ne izposojajo za domov, prihajajo v našo čitalnico in tam uporabljajo našo literaturo. Se pravi, tudi nudimo dostop do elektronskih knjig in v bistvu ni trend večjega nakupovanja skoraj da. Torej, knjižnice še vedno izposojajo ogromno knjig. Knjižnice bodo še vedno delovale, knjigarne v prihodnosti? Tudi, verjamemo. Še se bodo čez 20 let še izdajale knjige. Ali pa bo to nas gledalo na koncu tako kot te vinilne plošče, ne, samo še kako tiče. Upamo, da ne bo prišli do tega. Branka Kerec, najlepša hvala za obisk v studiu Pogovor. Hvala tudi vam. Veliko prodanih knjig. Ja. Je v redu tako? Tako, hvala vam. Ja. Hvala.